Dober dan, od srede do srede, kolega Markeš. Živijo, lepo zdrav. Je svet drugačen od minulega vikenda ali je pravzaprav na istih tirnicah? Ja, minuli vikend je zaznamoval največji dogodek po izvolitvi Donalda Trumpa, to je ustanovitev stranke Anžeta Logarja v Mariboru, ki kot sem jaz tam bil, nisem resen ali me vleče za nos? Vlečem te za nos, skrajno resno. Namreč tam bil nisem, pravzaprav ne vem tudi zakaj bi bil, ampak po tisto, kar je bilo mogoče videti, zadeva ni bila tako spektakularna, kot je bila najavljena 2 leti. Ni bilo nekega... Imamo pa demokratsko stranko zdaj. Imamo novo stranko in to je dobro, ker je transparentno pač postavljena, in tudi, hvala Bogu, če se kdo v njej prepozna, v njej vidi pač svoj politični program, kakršen koli že, program, gospodarski verjetno, in da ni tistih zakulisnih vohljan, kaj bi, če bi, pa kakšne so programske izhodišča in tako naprej. Zdaj se ve, kaj to je, kako to je, kdo za tem stoji, mislim, kdo za tem stoji se itak ve, ampak kdo to zadevo podpira, znani so obrazi, ki so tam sedeli, ki so se priključili, z veliko razočaranjem vseh tistih velikih imen, ki so se najavljala od Pikala do mogoče celo Boruta Pahorja, če se malo pohecam, ampak rečeno, da se bo šivalo z vseh možnih pasov. Pahor je bil na podnebni konferenci, tako da... Ja, mislim, to je Teresta se je gora, rodila se je miša, sistem očitno, ni pa seveda čist enoznačno, dogajanje pa ni čisto enoznačno in moramo počakati ne na prvem, ampak mogoče 3., 4. ali pa 5. meritve javnega mnenja, da se ta stvar uleže, da gre ta halo efekt v stran. Deva o imenu, pravi leta 1991, približno v tem času, približno hkrati s sprejetjem ustavnih amandmajev, je v slovenskem političnem prostoru demokratska stranka že bila ustanovljena. Šlo je za ustanovitev stranke, ki je sledila razkolu znotraj Slovenske demokratične zveze. Demokratsko stranko so takrat sestavljali Igor Bavčar, Dimitrij Rupel, Spomenka Hribar, France Bučar, Jelko Kacin, še nekaj ljudi. Je potem ta politična formacija ugasnila oziroma se je del te politične formacije potem zlil v liberalno demokracijo Slovenije. Del je skušal obstajati še nekaj časa, pa nekako ni šlo. Obuditev. Ne, jaz mislim, da vzporednic tukaj pač ni mogoče vleči. Ne, jaz mislim, da ne. Zakaj ne? Preprosto zato, ker takrat je bila ustanovitev demokratske stranke način odhajanja od desnega jedra demo, zato je od krščanske demokracije in od prevladujoče ideološke skorje, ki je od tam izhajala. To je zdaj popolnoma izpraznjeno in gre za odhajanje od Janše. In to zaprogramirano odhajanje od Janše. In dolga roka Petra Jambreka, ki je bil Mefisto, zli duh za Virantovo listo, bi tukaj bila, mislim, da je ta Malinovec zelo razrečen in da teh vzporednice so zanimive po imenu in tako naprej, nominalno, ampak mislim, da jih vsebinsko ni mogoče vleči. Pač pa je mogoče vleči pač to, da je Janša v trenutku, ko se je dogovoril z Logarjem za to potezo, vse naredil neko samo prepoznavo, da on v delu javnosti vendar figurira kot Mefisto, kot nekdo, ki je temni lik, ki si mora v svoj lasten sistem, zato da bi ga še bolj obvladal, ugraditi samokritiko. In samokritika je bila mišljena v dogovoru z Anžetom Logarjem, in seveda pač Kaloh in Eva Irgl sta pač padla v ta kontingent, In potem naj bi Logar za to svojo mehko, kako ne rečem, pahorjansko retoriko, spravljivo retoriko, vzpostavil že večkrat uspeli formuli spravljivosti neko novo stranko, ki bi seveda pripeljala nazaj v svoj domači hlev. Ampak ti si uporabil besedo
dogovorno, dogovorila sta se. Brez dvoma. To govori zelo z neko veliko vehemenco. Zato ima znanstven dokaz, če hočeš. Ne? Ja. Greznica, Pahorja. Logar je do danes pusti primeru, od Požarja do Boštjanov Turkov, do madžarskega, zmerjaškega tiska. Ne? V tem trenutku verjetno še poteka konferenca na Ptuju, na kateri nastopa Nika Kovač. Ne? In Nika Kovač, konferenci, ki so zdravstva. Ja. Niko Kovač so v teh dneh, tednih napadali tako surovo, tako brutalno, tako da jaz mislim, da bi morali mi narediti državljansko pobudo proti za ukinitev tega tiska. Ne. Se pravi, osebo, ki ima kronično bolezen, ne, so jih privoščili smrt, itak boš umrla pri 50 letih, s kolom te bom po glavi ubil, te bom in tako naprej. To vse izvira od Janševega madžarskega tiska. On je tisti, ki to generira, on ima to mefistovsko pozicijo. Ne. In zakaj to govorim? To ponazarjam iz dveh razlogov. Prvo, ker je kako zelo se bojijo Nike Kovač, ki ta trenutek govori o zdravstvu, tam na Ptuju, ker sem bil tudi jaz povabljeni, Marcel Štefančič, v Godina, Rudi Rizman in tako naprej. Ne. Ampak kako zdaj se po eni strani bojijo in tiste, kogar se bojijo, napadajo neusmiljeno, brutalno, tako, razumeš, da bi te ljudi morali fizično ustaviti, da ne rečem pravno in ustavno ustaviti. Ne. Se pravi, sodno ustaviti. Ne. Na drugi strani imaš Logarja, in v bistvu odpadnika, pazi, njeno mnenje o zdravstvu ne pomeni nič v redu izzivanja države, v redu izzivanja politika. Ona je samo moralno tako težka, da se ji boji, ker lahko organizira recimo referendum o zdravstvu podobno, kot je organizirala referendum o vodah. Ona je najbolj močna ženska ta trenutek in hkrati najbolj ranljiva. Ne? Na tem trenutku on ostane popolnoma sama, še posebej, ker streljajo v najbolj nemogočo pozicijo, to je v njeno zdravje. To je tako zavržno, razumeš, če bi takega človeka jaz dobil, mu rad zavijem. Mi je čisto vsem za kakšne pozicije. Tako se ne dela. Ne? Na drugi strani imaš pa Logarja, ki je dejansko odpadnik izdajalec, ne? En specialist, kot je Boštjan M. Turk, ne? Bi moral za te judežo odpadniške zadeve pisati zdaj že na polovico doktorate in tako naprej. In v vsem letu dveh, koliko je zdaj od volitev, 2 leti, ne? Predsedniških volitev, ne? Ja. Logar do danes še ni doživel enega resnega napada. Od madžarskega tiska, od Požarja, od vseh teh grezničarjev, ne, od vseh robotiziranih avtorjev, ne, ker na Niko in na to se spravljajo tudi roboti, ne, nekateri pravijo, da celo za tem stoji Janšov sin in tako naprej. Ne. Skratka, to je cela organizacija, ki se ve, kako učinkovita in kaj lahko počne, kako nervozna je. Pri Logarju popolnoma nič. Ne. Nič se ne dogaja. Ampak priznam pa nekaj od tega, kar so se midva že 1 leto sigurno pogovarjala na temo Logar, ne, ali pa še več, ne. Že več pravzaprav, ampak tako 1 leto. Mislim, v bistvu takrat, ko je najavil, da se začenja platform, velika zgodba. Tako, da se najavlja pač velika zgodba in v tem času se mi pa zdi, da je prišlo do metamorfoze, do nekega preoblikovanja, do nekih novih momentov, v katerih stvar ni več tako postavljena, kot je bila izvorno postavljena. To se pa vidi. Ne? Sprav, sva na ravni hipotez, sva na ravni oddaljenega opazovanja in intuicije. Nekaj o tem pač vemo povedati. Nimamo pa realnih podatkov. Nekaj se pa je moralo zgoditi. Ne? Zaradi tega, ker prvič, med tem je ugotovil Janša, da Logar verjetno njemu lahko je nevaren in prvotna želja, da bi on izpraznil sredinski bazen, predvsem pa segel v bazen Svobode, ne? To se je zaenkrat že zanikal, to ni mogoče, do tega ne bo prišlo. Ampak on ni to željo imel, se zdaj bolj izkazuje, da gre za kanibalističen projekt, to se pravi, da bo zažiral nezadovoljneže znotraj SDS. In tudi tam v tistem ustanovnem kongresu so se zbrali nekateri nezadovoljneži iz SLS-a, nekateri iz okolice Jambreka in teh fakultet njegovih in tako naprej, skratka mogoče nekaj Virantovega ali karkoli že in seveda nekaj gospodarstva, ne, ki razvija svoje razočaranje nad neučinkovitostjo Nove Slovenije, naprimer, ne, če tako rečem. Ne. Ampak kakorkoli že, ne, Logar je medtem v Janši uspel vzbuditi določene vrste nezaupanja, občutek ogroženosti. Zakaj se je to zgodilo, ne vem. Je to kdo izprovociral, ali je Logar dejansko v ozadju dobil neke apetite, ki jih je Janša znal, ali pa mu je to nekdo podtaknil.
Ampak očitno je, da je Logar zdaj na zelo nevarnem in suhem terenu, v katerem zelo verjetno povratka nazaj v njegovo staro uspešnost in pa v protektorat proti SDS več ne bo mogel iti, ne? Tudi tisti, ki so mu sledili, več ne bodo mogli iti. Krati se pa ta njihova pot uspešnosti kaže kot nekoliko manj eksponenčna, kot so pričakovali, ne? Še posebej zaradi tega, ker veš, v enem letu sestav zdaj terensko organizacijo strankarskega aparata po Sloveniji, to je misija nemogoče. Tega preprosto ne bo. Zato bi rabo Niko Kovač, da bi mu teren zorganizirala, da bi naredila, ampak bi moral imeti, ona seveda tega nikoli ne bi sprejela. Ampak hoče reči, niso sposobni tega postaviti mimo Janševega aparata, ki jim pa tega suporta ne bo dal zato, da sebe ne bi ogrozil. On je tak suport dajal recimo pri zasnovanju začetkov Nove Slovenije in tako naprej. Pa pri takih projektih on to počne, tukaj pa ne. In Logar je tukaj zdaj v zelo nenavadnem in pa zanj nevarnem položaju, zaradi tega, ker bo ne da bi postal predmet osebnih diskvalifikacij na enak način, kot se to počne Niki Kovač, to ne. Ampak ga bodo pa onemogočali, da ne bi preskočil in slučajno on postal tisti, ki bi bil mandatar, ne. Potem bi dobil pa ideja, da lahko Janša ukine, naprimer, ne. Tega Janša nikoli ne bo dovolil. In tretji moment je pa preprosto to, da se je Janša v tem času vzpostavil kot lik, ki samega sebe razume kot slovenskega Trumpa in on bi zdaj ponovil Trumpov uspeh, ne? Zakaj? Napovedal ga je, ne? Tako, ne? Lej, neposredno po tem ustanovnem zboru je v Logarjevi skupini politični prišlo do prvih trenj, ne? Se pravi z užaljenim ali pa kritičnim ali pa uničujočem pismo se je oglasil poslanec Kaloh, ne, ki je pred tedni prav tako zapustil SDS in očital Logarju vse mogoče stvari. A se ti ne zdi to neka znana formula? Ker to, kar je Kaloh naredil, ne, to je tak lep stalinistični vzorec notranje preobrazbe neke dialektike znotraj propagandnega aparata. Ne. To, kar je Kaloh naredil, je spet brez podatkov, brez dokazov, brez česa, po intuiciji storil, potem, ko je osebno komuniciral za Janšo. Ne. In je Janša, veš, Botar 1, ne, ki mu je dal ponudbo, ki je ni mogel zavrniti. Ja. Prav, ki je ni mogel zavrniti, in je verjetno tudi ni hotel zavrniti, ampak po mojem mnenju je prišlo pač do tega, da ga je Janša preprosto kupil. Da ga je enostavno mu je narisal plan A pa plan B in mu je povedal, kateri za njega edini pravilen. Zabram, nimam dokazov, ne. To je zdaj špekulacija, ampak kolikor jaz te ljudi poznam pa Janšo precej dobro. Ne. On je od začetne ugotovitve, da je on v delu populacije pač mefistovski lik in si mora ugraditi svoj protipol, ne, do končne pozicije, v kateri si bo moral priznati, da je on slovenski Thanatos in da pač Erosa ne more podpirati, zaradi tega, ker bo Thanatosa s tem v bistvu spravil ob dober in slab glas. Ne. In v slovenskem prostoru on nikoli ne bo drugega kot odmev umanjkanja tistega, kar je prav, ne, poosebljanje tega umanjkanja tistega, kar je prav, je pa premier Robert Golob, ne, oziroma tisti, ki bi moral v tem času nekaj pokazati in Janša ne bi bilo sploh ne več. On bi bil potem v Hadu, a veš, bi se tam sprehajal onkraj reke Styx, zato paš in bil neka podzavest slovenske nacije, ne. Tako se je pa ugradil v aktivni Thanatos, ki hoče pač Eros povoziti, ne, Erosa pa ni nikjer. Ampak to, da je dogovor velja še naprej med njima, zagovarjam še naprej, da je prišlo do metamorfoze med tem in do spremenjenega položaja, pa tudi. Ne. Jaz mislim, da se je vmes nekaj zgodilo, jaz mislim, da smo v popolnoma novi situaciji in jaz mislim, da na koncu bo Janša iz te situacije prišel v popolnoma drugih številkah, kot si je predstavljal, s popolnoma drugimi učinki, kot si jih je predstavljal, ampak to, da on ljudi zažiga okrog sebe, ni nič novega. On v tem smislu je inovativen, on rad to počne, on rad zažiga ljudi okrog sebe, tiste, ki so mu bili najbližje, še posebej tiste, ki so mu bili najbližje. Najboljše je to Zver razumel, ne? Milan Zver, ki se je lepo pospravil na dobro plačo za 3-4 mandate v Evropski parlament in je razumel, da ne sme posegati v njegovo interesno sfero. Ne. Logar pa vprašanje, če je tako perceptiven, ne, za te stvari.
To, da pa Janša lahko še vedno zmaga čez leto pa pol, oziroma da celo verjetno bo, ne, pa ni plod njegove genialnosti, ampak kot rečeno, ne, je pa plod tega, da Svoboda in njen predsednika zastopaš enostavno rušijo zaupanje ljudi, ki so jih tako prepričljivo izvolili. Mislim, temu se v tenisu reče neizsiljena napaka. Ne? Ja. Ne? Pravi, imaš žogco, ki jo je treba vrniti, pa ti lopar pade z rok ali pa jo res v neki rutinski situaciji udaraš v mrežo ali čez črto. Ne? Ja. Tu smo zdaj, imamo novo stranko, ne, in zdaj načeloma se zmeraj reče vse dobro in tako naprej, ne, ampak tu ne bo nekih velikih metov. Javno mnenjsko pa bo veliko vprašanje, bodo lahko uspeli to ničlo. Mislim, tako včasih enkrat sem enega profesor poslušal rekel, za nekoga ali pa za neko stvar, da je ničla tako, kot je pneumatika v kolesu avtomobila ničla. Bolj, ko jo pumpaš, večja ničla je. Ne? Jaz mislim, da se bo to pri Logarjevi stranki pokazalo, da praktično vsebinsko nima kaj povedati od te prijazne retorike. Ne? Je pa vprašanje, koliko lahko ustane. Ampak je pa, veš, tisto, kar je meni ob tem, ko se pritožuješ čez vsebino, ne? Ja. Logar je vendar lepa rekel, ne, da naslednja koalicija bo programska. Ker se pa meni zdi tak poetično lep paradoks. Ne? Pravi, to je tako, kad pravi, boš delal programsko koalicijo, ki pa bo hkrati temeljila na vsebinski izpraznjenosti, ali pa niti ni tako vsebinsko izpraznjena, pač pa ne, sledi nekim neoliberalnim mantram pa idejam o tem, da mora država bolj vitka postati pa tako naprej. Netanjahu je definitivno pred našimi očmi zatrtel, da si želi v Gazi miru. On je pacifist, ne? Tako da besede marsikaj prenesejo. Drugo, kar je pa tako programsko gledano, je treba pogledati dejanja. Ne? V dejanjih je on že dal vedeti, da glede zdravstva in zdravstvene ureditve in sploh socialne ureditve praktično na enakih pozicijah kot Nova Slovenija. To je pa najbolj ekstremna pozicija neoliberalizma. Ne? To je zelo jasno povedal. V kulturi dialoga, edino v čemer se on od Janše razlikuje, je kultura dialoga, ne? Ker Janša je brutalca, ne? On je dejansko grezničar. Ne? Mislim, Logar, pa ne vem, kaj v resnici je, ampak njegova fasada pravi, ne, da je spodoben človek. Kaloh mu pa ravno učita, da za to fasado pa je pa preračunljivec, ki uporablja grde izraze, ki ima težke misli o tem. Če me neki izraz terminalno mu pripisal, je tako precej killersko zveni. Ja, pripisal mu je nekaj, kar jaz celo v tem danem trenutku pri Logarju ne bi videl. Ne. Jaz mislim, da Logar ni tak. Tudi v teh pogovorih na štiri oči, da ne bi tazga žargona uporabljal. Jaz ga ne vidim, ne dam pa roke v ogenj. Ja. Za zadnje nekdo, ki naredi pogodbo s hudičem, da verjetno tudi z ognjem rokuje. Ne? Ja. Dober, zdaj, prve javnomnenjske ankete so tako, ne, temu projektu naklonjene. Ti si rekel, da je treba počakati 3-4 iteracije javnomnenjskih anket, da se stvari uležijo. Ja, prvo, kar je njemu ni uspelo ustanoviti poslanske skupine, ki jo je najavljal, kar je tehnično gledano popolnoma nepomembno, ampak v smislu programskega pojavljanja, premikanja meja v parlamentu, predlaganja zakonov ali pa odzivanja na določene zakonske zadeve, ne, je pa to še kar pomembna stvar, predvsem je pomembno zato, ker bi s tem pokazal, da lahko znotraj parlamenta organizira neko politično silo. Tokrat jo ne bo mogel. On ima trenutno 2 poslanca, samo 2, ne, in to ni poslanska skupina. Kaloh ima je odlet v stran, ne, kar pomeni, da si verjetno išče pot v svoje politično preživetje. Nekateri menijo, da si bo poiskal nazaj pot v SDS, ampak ali je to mogoče pred politično javnostjo na tak način to izpeljati, pa upravičiti, pa nisem siguren, čeprav pri SDS je vse mogoče. Tam lahko rečeš, da je bilo črno, pa pač tako je. Ne?
Ampak, to se pravi, Logar tu preboja pokazati ne more, a ne. Potem je nekaj, on je zdaj definiran. Ljudje so grozno naklonjeni odsotnim junakom, tistim, ki vzbujajo fantazijo in v katere praznino ti lahko naliješ svoje želje. Ne? Zato so zmeraj bili tisti evropski komisarji, tisti, ki so molčali, tisti, ki so bolj simbolni liki, bogato nagrajeni, kljub temu, da niso kaj dosti povedali. Ne? In on je bil tak lik, on je bil zdaj nek prazni lik, v katerega je vsakdo lahko projiciral svoje sanje in lastne sanje so pa ljudem všeč, ne? Vedno. Zdaj bo on moral afirmirati svoj program, svojo tezo, on bo moral afirmirati svoje politične smernice, svojo vizijo prihodnosti države in to je tako, kot bi pripeljal na makadama. Ne? Ker se bo vozilo treslo, bo moral prinesti kakšne udarce in tako naprej. In upravičeno bodo v stari gamsi rekli, ne, veš kaj, nimaš kilometrine, ne? Mi jo pa imamo, ne? Mi se znamo na tem terenu obnašati, ti se ne znaš in dejansko je nima. On je bil... Kako nima? Mislim, da se je v politiki od leta 2006, če ne prej. Ne? Da je bil vedno na povodcu Janeza Janše, nikoli ni bil samostojen. On je vedno šel vprašati šefa, kaj naj si misli in kaj naj naredi. Zdaj noben ga ne more vprašati. Če misli, da ga lahko vpraša, pogled, to je zelo interesantno. To je makadam torej. To je makadam, pogled, on ima noter nekatera imena, ki ne bi bila civilno-družbena, in kot piše necenzurirano, če to drži, ne, jih je kar nekaj obremenjenih s tožbami in pregoni zaradi goljufij. Ne. Kar nekaj. Ne. Od tistih, ki ne bi bilo ogledna. Kar nekaj je pa takih, ki ne bi se priključili, pa se niso. Ne. In vso tisto zaledje, ki je včasih veljalo za Virantovo zaledje, tako naprej, tega ni. In to je zelo zanimiv podatek, če je večina članstva v njegovi stranki SDS-ovega, in tudi ne verjamem, da so vsi razočaranci nad Janšo. Ne? Jaz mislim, da so bili le dogovorjenci in bodo zdaj imeli veliko težavo, kaj si misli, ker Janša pa vsega ne pove. Ne? Janša je pač dober stalinističen lik, pri katerem moš ugant, kaj on misli. In potem on na koncu razsodi, a si prav mislil, ali si narobe mislil. A si prav ugane. A si prav ugane, v vsakem primeru si pa mrtev. Ja. Dober, to je za ta teden vse. Nadaljujeva čez en teden. Ja. Hvala lepa. Drži.